moje knjige so pa knjige z vrtom. In ko sem prišla na vrt, kot čarovnija, kar začela sem nabirati tisto skledo in potem sem prišla v kuhno, nisem vedela, kaj bom skuhala. Tako kaj Sanja rekla, v bistvu, da je vrt prerodil njo, a ne? Jaz isto lahko rečem. Za tole mojo kmetijo, koliko je to moja učiteljica? Mislim, če ti danes trgovino eden zapre, nimaš kaj kupiti. Z napako sem dosegla nekaj boljšega, kot bi sicer, če bi bila res. Kakšen pa mora biti človek, da lahko uspe z neko kmetijo, z nekim takole pridelovanjem lastne zelenjave in še česa? Ja, mislim, da najprej moraš imeti eno globoko spoštovanje do narave. To, da ponudimo, kar imamo več, kot sami potrebujemo. Ja, tudi sama vidim, koliko je bolj enostaven, če bi šla v trgovino pa kupila korenje tam, ne, doma ga moraš spuliti, očistiti. Ja, je veliko dela, ja. Cela nit te samooskrbe je sooskrba. A ne, ker našo notranjost pa še nič ne gojimo prav dosti. Če tudi je to tudi naš vrt, ne, notranji. Kdaj ste nazadnje obiskali Bled? Danes smo ga mi, namreč srečali se bomo z ustanoviteljico Vrta okusov, sicer predavateljico, avtorico in soavtorico 6 knjig, tudi samooskrbe v praksi. Sicer izvaja raznorazne delavnice, v mojih očeh pa je tudi ena taka vplivnica, ki nas uči preko Facebooka, kako peče palačinke z drožmi, kako dela kis iz tistega ribeza in kako vzgaja buče. Tako da jaz se res veselim, da že spoznate, verjetno pa že veste, o kom se gre. Danes spoznavamo Matejo Reš. Pa gremo pogledati, kje se skriva. Živjo! Živjo, živjo! Zdravo! Živjo! Živjo, zdravo! Kako smo? Ja, pripravljam se na dolg delovni dan. Na dolg delovni dan. Koliko smo danes zmotili tole jutranjo rutino s tem snemanjem? V bistvu mi je kar veselje. Ja? To, da lahko malo dalj časa, mogoče dan malo bolj upočasnjeno teče, oziroma fizično manj aktivno, spomladi nimam prav dosti kondicije. Čez zimo bolj hiberniram. Me je skrbelo, da se ogrevam. Da ne bi pol preveč pokvarili, pa da ne bo pol preveč dela za popoldne. Ampak bomo z veseljem kaj pomagali. Znam pohiteti potem, kadar je treba. Ja, kadar je treba. Ja, narava me priganja, saj jaz bi še malo tako čičkala, ampak zdaj le brsti tale moj ribez, tako da že brsti. Kar v akcijo. Evo, super. Kje bova potem začeli? Predlagam, da se usedeva še na en čaj. Odlično, z veseljem. Tukaj so vse knjige, katerih avtorica oziroma soavtorica ste, in ko nekdo napiše toliko veliko knjig, sem se začela spraševati, če sploh še ve vse naslove. No, seveda. Saj to so tukaj eni majhni otroci, ki si jih eno leto eno, pač čez nekaj let drugo, tako da vsekakor. Se koraki. Katero je bilo najbolj zanimivo pisati ali pa najtežje? Najtežje je bilo pisati Kuhajmo z Matejo Reš. Zaradi tega, ker je bilo treba zbrati iz ne vem kolikih 6 let najboljše recepte, ki sem jih pač tedensko ustvarjala. Potem pa poenotiti tekste. In potem v eni fazi mi je rekla urednica Mateja, napiši knjige na novo. Tako da tukaj so me mogli res preganjati. Mene je zelo pritegnila pa tale o bučah. Nisem mogla verjeti, jaz obožujem buče, nisem mogla verjeti, koliko vrst buč je. In sem rekla, prav rada bi o tem spregovorila. Kako so, da so vas toliko pritegnile buče, da ste posvetila celo knjigo njim? V bistvu knjigo so napisali skupaj s sestro Ruth. V bistvu je ona iniciator bila, napisala mislim, da 12 knjig v svojem življenju na temo vrtnarjenja oziroma vrtov. In eno leto je prišla iz enega sejma v Nemčiji in je rekla, Mateja, veš kaj, zdaj leto so pa buče hit, povsod so buče in ti boš napisala recepte, založila me je za eno goro knjig v tujih jezikih in pol sem jaz medtem, ko sem bila na porodniški te knjige prebirala, kuhala, tako da moj ta srednji sin ima zelo rad buče.
Ja. Evo, mojih ima rad samo, če mu jih čist spasiram, Tako. drugače Ja. pa ne. Klasika. Ja. V glavnem tudi jaz to je bil moj prvenec, lahko rečem. Ja. In teh receptov je bilo pol toliko, da so še eno drobno knjižico izdali na družini. In to je bil pol tudi moj vstop v pisanje receptov, tako v bistvu na bazi moje trenutne zaposlitve delne. Tako da je bilo nekako lahko rečem, da so mi spisi vedno dobro šli Aha. in tudi eno logiko znam tudi na papir prenesti, kako nekaj kuhati. To mi je bilo veselje. Poleg tega sem pa lahko otroke vzgajala, v tistem času so rasli in to je bila idealna situacija. In katera buča je najbolj hvaležna, recimo za kuhanje, ali pa bi jo najbolj vesta? Zimski. Ja. Hokkaido in Hokkaido. maslinka oziroma butternut. Brez tega v bistvu ne moremo kuhati. Kaj pa glede vzgajanja, glede na to, da so danes na vrtu, Ja, katero bučo bi mogel imeti vsak doma zasajeno, če ima le košček prostora? Raven Sanja nas je naučila, Lunčar, da se ti dve ne križata med seboj in jih lahko tudi semenimo, če imamo v bistvu samo ti dve v vrtu, butternut in Hokkaido, ker ste iz različnih skupin in se ne križajo. Seveda so pa nujne poletne bučke, Ja, rumeni, cukini. zeleni, cukini, lahko imaš tudi okrogle, ampak mislim, da so tisti že tako narodni za rezati. Še najbolj so cukini, ampak bi res rekla, da ima obe barvi. Zato, ker so pol naše jedi tako polne in jaz se že malo ponavljam, ko rečem, da moramo imeti na krožniku mavrico, ampak tega si nisem jaz izmislila in to je res super dober. Ja, tako da tukaj je res kar gora enih receptov in ko me čaka na to sama, ki jo skuham, zelo rada kuham in tudi to mi je zelo všeč, da ste naredila po letnih časih, a ne, da Ja, se res to kuhuje je- v bistvu sezonsko, ne? A ne, recimo, ko odpreš neko knjigo nekih kuharic, vidiš vse je v bistvu, v vsakem letnem času je recept za, ne vem, paradižnik pozim. Ja. Moje knjige so pa knjige z vrtom. Jaz, ko sem imela že toliko let kuhanja, že ni bilo več navdiha, kaj mi zdaj skuham. Stopila sem na vrt, osvobodila sem se tistega mraza, ki ga imaš v stanovanju, pa tiste mrzlice, tistega pritiska časa, moraš skuhati, kaj boš skuhala. In ko sem prišla na vrt, je kot čarovnija, kar začela sem nabirati v tisto skledo in potem sem prišla v kuhno, nisem vedela, kaj bom skuhala, ko sem imela sestavine. Na koncu se je rodil Ste naredili. super dober produkt, v bistvu dobra jed. To me Ja. je tudi navdušilo, ko sem poslušala, kako ste tudi zelo počasi širili svoj vrt, a ne, Ja. da ni bilo na Ja. začetku mišljeno toliko veliko hrane pridelovati. Zdaj v bistvu v vrtu okusov, čeprav razumem, lahko vsak pride in tudi kaj nabavi v sezoni, ko je zelenjava na vrhuncu. In tudi ena izmed zanimivosti se mi je zdela to, da v bistvu zalagate najboljše restauracije z Michelinovimi zvezdicami, v bistvu z vašo zelenjavo in sadjem. Zelo rada imam, da me delo čaka. Težko si sama vnaprej zadam, zdaj boš to. In recimo, zelo rada tudi vidim, in imam tudi pol dela preveč. Ne? In ko pridejo, ali so to lokalni ljudje, ali so turisti, pa rečejo, da bi radi paradižnik kupili, ali pa solato, dam nož, košaro, naberte si, zvagamo tukaj. Včasih tudi nič ne zvagamo, pa samo rečem, tokle je. Potem se pa v bistvu zelo nič ni na ključje, jaz pravim, vse je na ključ. Ta zgodba z Michelinovo restauracijo se je rodila skozi COVID, ko je ena turistična delavka v bistvu v Ameriki bila zaposlena, tukaj ni imela v bistvu prihodka in mi je prišla malo pomagati. Pa takrat rekla, veš, kako bi bilo fajn, da bi jaz sem turiste vodila. Sem rekla, se to bomo, a ne? Ja. In pol je rekla enkrat, veš kaj, en moj kolega bo zdaj tam, šef, dajte se povezati. In tako se je rodil in mi že 3. leto sodelujemo zelo lepo, tedensko in to mi daje dinamiko, ker vem, da vsak torek ob 7 zjutraj moram tukaj imeti že nabrane stvari, delno skupaj naberemo, zelo lepo se povezujemo. V bistvu ni pritiska z njihove strani, ni ga z moje in jaz mislim, da je to ključ do enega dolgoročnega sodelovanja, pa s komarkoli. Tle veliko tudi prihajajo prostovoljci. Ja, Tujci kje pa tudi. najdete prostovoljce? Ja, To sem se spraševala, ko parkrat v vaših zgodbah zaznam, pride ta prostovoljka, pride tisti, ne, kako to dobiti?
Jaz dolga leta že sodelujem z Ljudsko univerzo oziroma z medgeneracijskimi centri, Radovljica, tudi Jesenico in v obdobju tudi Tržič, v enem obdobju Kranj, ampak redno pa z Radovljico in Bledom. In v bistvu ti pa pridejo ljudje na pot. Tudi tukaj organiziramo kakšne delavnice in pa pride tudi kdo, ki ima sam kakšen zavod ali kaj pa reče, v bistvu je nek zavod Manipura, tukaj v Begunjah imajo hišo in evropski prostovoljci, mladi od 18 do 30 leta prihajajo in grejo enkrat, mislim, tudi skupinsko pridejo, ampak potem imajo tudi te long-term volonterje, ki pa vsak teden pride ta 1, 2, 3, odvisno koliko jih je. In se pa bogatimo, tle imam tudi kuhno in pa oni tudi svoje jedi kuhajo. Jaz njim kuham, na koncu pač nekaj naredimo, jih počastim s tem, da nekaj pojedo in na tak način kulturo spoznavamo, našo, oni našo, jaz njihovo. Tako da moram reči, kad ti otroci ali pa mladi ljudje odhajajo, dobim pol taka pisma, pa da v bistvu si rečeš, čakamo pa, jaz, a res to, da oni tukaj nekaj lepega doživijo, pa da se pogovarjamo, čisto v sedanjih stvarih, so stari tako moji otroci. Njim najverjetno veliko to pomeni, da so bili tukaj. Njih razmišljam, da se sliši kot pravljica v tem našem 21. stoletju, ne gonje za še več in več, se mi zdi tukaj to, kar poslušam, da tako bi morali biti življenje, no? Da se eno drugega učimo in da smo v neki sooskrbi, če sem prav prej slišala, ne? Da si pomagamo. Tudi samooskrbni, smo se oblikovali Sanja Lončar nas je vzpodbujala, da ustvarjamo lokalne time. Mogoče meni ta izraz lokalni tim se mi zmeraj zdel tako malo nenavaden, ampak na koncu tako nekako se ti čisto normalno zdi, ampak vsak ima svoj ime. In naša skupina, ki domuje tukaj, smo dobre vile. Na prvem sestanku smo si nadeli ime, pol tam bili so koprive, ne vem, koliko timov nas je, ali je 19 ali še več trenutno. In potem se sestajamo. In ko smo se sestajali na 14 dni, na 3 tedne, na 1 mesec, so punce rekle, pa tudi fantje, ker ti bomo kaj pomagali. In pol je ena imela svoj vrt, pa rekla, veš kaj, jaz se pa nič tako ne znajdem, pa ne rata mi dober. Pa so se pa zmenili, da bo ona tukaj imela tudi svoj vrt. Ne, da ima svojo gredico, ampak ne vem, ko imamo solato zasaditi ali pa pikirati ali pa tako, pride sem in v bistvu pomagajo. V bistvu tukaj se tako zanimivo se sestavljamo, da vsak dela tisto, kar najraž dela. Prav zanimiv. Pa ne, da jaz to zdaj tako nekaj planiramo naprej, ampak samooskrbni so v bistvu društvo, kjer ste posamezniki, ki vas zanima delo z naravo, delo z vrtom, samooskrba. Tudi sama sem v bistvu v 2 skupinah vključena, kar me posebej navdušuje, da so to ponavadi res starejše gospe, ki imajo več časa, so bolj umirjene, ker mi v tem času zelo pomaga, so zakladnica znanja. Če rabim, kako se škropi z naravnimi sredstvi, pa koprivami mi razložijo, kako to narediti in res lahko povabva vse poslušalce, ki bodo tole poslušali, da res pogledate, v katerem okrožju ste in katera skupina deluje prav v vašem okrožju. Vi pa ste tudi predsednica. Kaj bi pa vi rekla, da je zdaj tista glavna stvar, poleg deljenja izkušenj, se pravi, sva rekli, da pridejo pomagati. Da se s tem kaj naučijo. In se s tem kaj naučijo. Mogoče res to, da še omeniva, kako v bistvu skupaj tudi nakupujete. Seveda, če tudi je Sanja vedno rekla, da to ni prvenstveno, v društvu, je pač en bombonček. Potem se zmenimo, kdo kaj želi kupiti, od ne vem, vermi kompost smo ravnkar dobavili, pa gnojila druga ali pa kakšne, ne vem. Sadike, pri nas so sadike, iskati sadike. Kakšne pokrovčke za fermentiranje. Krompir, recimo, je prišel mail, da ima nekdo preveč krompirja, ki ga ne more prodati.
ali pa čebule. In pol po celi Sloveniji zaokrožno, Ja. ne da se ekstra pelješ, ne vem, iz Ljubljane v Maribor, ampak moja sodelavka dela v Ljubljani, pa živi v Mariboru, bo ona peljala. In za ne. celo Tako da se skupino to v bistvu širi. pripelje. Dobra volja, tako da se, bom rekla, zelo luštna skupina ljudi se je nabrala, ki vedno mora biti pri enem društvu tudi ena skupina, ki nekako koordinira. A ne? To je recimo upravni odbor pri nas, ki je kar čez 10 nas je v upravnem odboru in to je kar veliko enih idej, ki prihajajo, ali pa se res lepo skoordiniramo. A ne? Da v bistvu nas je veliko, ki potrdimo, ja, to nam je dobro, to nam ni. In tudi obstaja neka knjižnica vseh posnetkov. Ja, se pravi, samooskrbni net, a ne, smo na spletu. Jaz mislim, da je to tisto osnovno, je tam. Skoraj vsak četrtek se dobimo na Zoomu in imamo predavanja na različne teme samooskrbe. Večina seveda se tiče vrta, ampak recimo tudi zdaj lih danes, po mojem, imamo permakulturo, čeprav vem. Potem imamo tudi metode tapkanja, v bistvu tudi za osebnostno rast, ne samo za In to so pa čisto cele prizemljevanje. Slovenije. Ja, vsekakor. Pa se ne deli več na time, ne? Ja, ti si lahko v Avstraliji, pa si član samooskrbnih, ker je pač prek Zooma, ne, to je dostopno vsem. Poleg tega, da ti lahko sproti sodeluješ pri predavanju in seveda zastavljaš vprašanja, na katere dobiš odgovor takoj ali pač z zamikom, odvisno, če ima predavatelj odgovor takojšen. Potem pa vse to lahko poslušaš za vsa leta za nazaj, prek spleta. Se pravi, da moraš biti včlanjen. Potem imamo, mislim, na teh predavanjih se res lahko, to je kot neka univerza. Mislim, toliko znanja, ki je tukaj noter, to je pa res ena knjižnica, ki raste in to so res same prvovrstne vsebine. In verjetno se skejo tudi kakšna prijateljstva in ljudje spoznajo Vsekakor. ljudi, ki jim res paše s Vsekakor. podobnimi interesi in se res splača. Mislim, eno tako veliko srce smo, bi jaz temu rekla. Res, ljudje s podobnimi interesi tako lahko dihajo skupaj. A ne? Ja. Sanjina velika želja je bila še, da bi bilo društvo nekako en pilotni projekt tudi sobivanja. A ne? Žal jo je pot hitro odnesla drugam, a ne? Tako da tega ona ne bo pač ni mogla udejaniti, nikoli pa ne veš, kako bo za naprej. a ne. Je pa neka namera. Ne? Ja. Jaz mislim, da trenutno imamo mi dovolj enih takih področji, na katerih delujemo in jih želimo krepiti. Eno je najbolj tisto, največji pomen je Sanja dajala seminarstvo, bi jaz temu rekla. a ne. Ker to, mislim, če ti danes trgovino eden zapre, nimaš kaj kupiti. Poleg tega imamo mi Slovenci še veliko semen, ki so prehajale iz roda v rod. In naše stare mame so to še znale. Jaz se še spomnim, ampak pač čas je drugačen postal in krasen je kupiti vrečko, ki je tako lepo vse uštiman, nobenih plevelov noter, lepa slika že na začetku, ampak kaj te pa pol sreča naprej, ta semena niso prilagojena na naše okolje. Pravijo, da rastlina, če ti z golimi rokami z njo delaš, ona je najte napisana. Se pravi, Za tvoje potrebe. tako in v bistvu namen te naše seminarske sekcije je ta, da bo vsak znal semeniti sam. Ampak do takrat, seveda, vsak ne bo semenil, to je dejstvo. Ampak vsak, da bi lokalen tim semenil tiste osnovne zadeve, ne bomo semenili cvetače, bomo pa semenili fižole, solate, čebulo, por, take stvari. Mislim, da je za nama tudi bazilika, ne? Bi lahko malo pokazali, kako to zgleda. Da se dol semena, recimo že sam, tu si Tako sem je. prav slišala. In tale bazilika, to je pa res zaklad, lahko rečemo prav dobesedno. Ja. To je pa še sanjeno seme, oziroma
Ona je predelala ta šemenski material. Zelo dobro piši, lahko vohaš. Škoda, da tega ne moremo prikriti. Gre pa tukaj za tulsi baziliko. Ta je šele v zadnjem času prišla k nam. In to je treba samo takole med rokami dol vzeti, se pravi tale Eni so zelo pridni in pa takole vsako posebej delajo. vejico. So pa zmeri tako v časovni stiski. Pa parkrat takole stiskam Okay. in In potem na nek In način. potem še veda še preseješ in vse. Tako da, drugače to prijetno dela. Okay. A ne, malce praši, tako da je super, da delaš to zunaj. Ja. In na koncu, ko bomo to presejali, Ja. bomo prišli do enih črnih semenc in jih potem lahko v bistvu kmalu posejemo. Tulsi bazilika dobro prenaša tudi malo nižje temperature, tako da jo lahko tudi malo prej. To smo se vse naučili v začetnih letih pri samooskrbi, kako bomo lahko si sami pridelovali. Ker tulsi baziliko, ne vem, če se sploh že da kupiti kot seme, pri nas mislim, da ne. Da, Izjemna nekaj rastlina. posebenega. A so vse stvari, ki jih imate v vrtu, okusov, tako prav, da ste jih sama zasadili? nikakor. Ne. A ja, zasadila pa že, Zasadila. vsekakor, ja. Aha. Iz semena. Iz semena, no to Zdaj, mislim, jaz sem ker v meni se bistvu- zdi to nemogoče, pa imam sam gredico. Ja, pa sej nisem sama, se pravim. Ja, Naš tim ja. kar dobro sodeluje na tem področju. Ja. Tako da zadnji 2 leti lahko rečem, da skoraj vse sem iz semena vzgojila. Seveda sem si mogla kupiti tudi kakšno opremo za to, ampak tudi za to rabiš čas in čas je največja ovira pri tem, ko ga trenutno, recimo, ko se ukvarjam z rezjo, Ja. potem še, da bom zvečer pikirala paprike, se mi ne da, a ne. veliko. In tlele je edini problem. Se mi Da pa zdi to, sooskrba je bistvena tudi tukaj. sooskrba je bistvena. Tukaj se mi pa vsem zdi, da je prav prijetno to delo in da hrani se je, in duha se je. in Ja, živčni sistem. Tako. A ne, čist drugačno delati cel dan na vrtu ali pa tole, ko gledaš polo televizijo zvečer ali pa ne, je to veliko več ti da nazaj, a ne, tako verjetno gledaš vse te rastline. Zdaj me kar malo, da gremo pogledati tudi kaj, ker slišim, ne, da je veliko dela zdaj z obrazovanjem, pa da bi šle pogledati malo tudi A gremo? okrog. No, super. vrtiček. Tole je kaj? To je kot kale, kot Vrtični okol. Kodroli. Ja, to je v Ameriki in taka solata je skejla. Jaz sem tam tega toliko pojedla, tukaj pa niso rekli. Razširjeno, ne vem, zakaj. To vem, zato ker imamo toliko drugega. Veš kaj, v Ameriki, zakaj bi to bilo? Zato je dobra propaganda, Ja? po mojem mnenju. A tam tako nič ne predelajo, tam kaj jedo, a ne? Večino, ne vem, te Kalifornija in tej. Kaj tisto nisem To je pa v Sabino. To je super dober. Evo, to je pa takale, moj bog. v jesen poseješ, pa pol spomlad ješ, pa že v jesen ješ. Lahko še Sašo to damo, to je Ja. dobro, ne? To je pa hren. Ja, Sladka hrena. Tako. Odlična. Se mi hren pišem, pa moram imeti to nas. Sam res. Res je dobra. Evo, meni kar polka pustim, da kaj cveti, se kar tlele. Na potki. Se kar solata vsjana. Aha. Tlele je lan cvete v radič. Aha. Zelo rada imam tudi barve, a ni lepo. Ja. In To je lih pa spomlada, ne, če tudi vijolčenke, ja. celo leto sem ga nabirala. Krasen je, ja. Ja. Viola. Kaj je tudi dobro, glej. Teli vršički,
Poglej, v bistvu to Ja. lahko kam daš, Solato, kamorkoli. bolno. Lahko kar takole ješ, ker nimaš Ja. časa Pa ne kuhati. napenjajo taki sveži listi. A ja, ne vem, zdaj to, To je treba vprašati se. to pa mene ne, tako da ne vem. Okay. Ne, ker vidim, da tudi moji na vrtu, zdaj, ko je prišel tisti mali, kaj je brstični ohrovt, Aha. jesta kar svežga. Ne? Tle bi ti rada povedala. Tukaj imam pa kar trajen česen. A Aha. vidiš, lansko leto je cvetel, Ja. smo peske pobrali in v pesto dali, to nas je tudi Sanja naučila. O, In pol imam pa, ker sem pustila, pozabila sem ga pobrati, ker je bil že suh, pa nisem videla, kje je. Sem pol lani, ker mi je že manjkalo teh peskov, zagledala, da jih cel šop gre iz ene rastline. tu jih je kar veliko še šopkov. vidim. In v bistvu z napako sem dosegla nekaj boljšega, kot bi sicer, če bi bila res Pedantna. pedantna. To se pri meni zelo dobro izkazuje največkrat. V bistvu, ali pa sama tako vidim, a ne, zato ker se moram upravičiti na en način. Aha, ja. Oziroma, da ni več problem, ampak je rešitev. In jaz recimo tukaj skozi to, kar zdaj počnem, tako kaj Sanja rekla, v bistvu, da je vrt prerodil njo, a ne? Jaz isto lahko rečem. Za tole mojo kmetijo, koliko je to moja učiteljica, koliko problemi ali pa dobrobit, mislim, trenutki dobrobiti mene učijo. Ali pa potem tako bolj vse dojemam, da je naravno, da stvari se pač morajo zgoditi, tudi če so slabe. Zakaj je sploh včasih ta priokus, da je nekaj napaka? Ne? To Ja, pomeni, da ja. nekaj ne bi smel biti tako, ampak če že je, ne? Mogoče je tudi neka logika v tem. Veliko je tudi to, kako smo gor zrasli, Ja, ali pa ja. v kakšnem času. Se jaz Tako dam da- vedno ta primer, ne? Kako učiteljica ima rdeč kuli, ne? Da obkroži vse napake, Aha. namesto da bi vzela zelenega, pa že v osnovni šoli obkrožila vse, kar je prav. Ne? Ja. Kako bi bila mogoče drugačna naša percepcija pol. Ja. Tole pa je Vse se sivka. spreminja. Sivka. Sivke imam kar dost, ampak ko sem jaz tukaj zastavila, sem najprej naredila zeleno gnojenje. A ne? Ker jaz nisem kaj dosti imela pojma. Mi smo že imeli, moj oče je naredil kmetijo, Ja. vrt smo krasen imeli doma, ampak tako na veliko pa nikoli. Ne? Zato sem jaz rekla, da je to vrt okusov, ne kmetija, Ja, reš. ja. In pol sem jaz videla, da tukaj je zelo slabo raslo tisto leto. Žita so bila super, sončnice so bile čist majhne. In sem rekla, ok, potem je tukaj suho, videla sem po kartinah, pa že po zemlji, da je fulenga kamna. Sem rekla, sivka to potrebuje. A ne, tako da se je to dobro izkazalo. Drugače so pa tole vse, kar gledamo, večinoma ribe, smaline, Tlele, ko je to zaraščeno, so aronije. aronije. Aronija je res nekaj, spet sem pri Sanji, a ne, ker nam je ona spet to aronijo v taki dobri luči, z idejami, kako jo uporabiti, predstavlja. Tako da je aronija sicer nepriljubljena pri potrošnikih, Ker je taka trpka. ampak ko sem pa naredila marmelado, Aha, se z doda. jabolki skupaj, pa dodaš začimbe, pa sem jo lih pred Božičem prodajala na eni tržnici, Ja. je pa ena ženska rekla, to je pa božična marmelada. Evo, in imaš nov brand. Božično In marmelado. idejo, kako aronijo uporabiti. Evo, če bo kdo zagrabil. No, še trobentice lahko jeva. Tukaj pa lahko spet malo počijeva, ne? Ja, tukaj pa res. Če je tole spodaj deloven prostor, a ne, kjer je tako nekako taka energija, ki te nič ne vzpodbuja k enemu takmu bolj počitku pa razmisleku, je pa tukaj čisto nov svet. Lepo je. In tudi s temi razgledi, ki so tukaj le okrog, Ja. ko recimo jaz dobim ljudi na obisk, rečem, kaj vidite, ko vidite tamle, tiste le s snegom pokrite gore. Dobro, zdaj se mičkam tamle skriva, ampak potem je morajo ugotoviti, da je to ena boginja, ki leži, ena Aha. kamnita lepotica, že precej v letih, in to je boginja živa. Pol na drugi strani nas pa varuje glava od psa, labradorca, to je debela pet drugače. Aha. Tamle
v Julicih. Ja, fino je tlele. Tole pa je labirint zelišč oziroma labirint ljubezni. Trenutno zelo zaraščen, ampak zdaj imam 2 praktikantki iz srednje šole, iz Naklega. In smo zmenjeni, da v torek, ko prideta, bomo mi to vse zrihtali. Kakšen pa mora biti človek, da lahko uspe z neko kmetijo, z nekim takole pridelovanjem lastne zelenjave in še česa? Ja, mislim, da najprej moraš imeti eno globoko spoštovanje do narave. Zato, ker ti si kakor en, ko si prišel tja, pa si kar nekaj začel, pa nisi nič vprašal, a je to sploh dovoljeno. Neskončno, nam rekla ponižen, ampak tako spoštljiv moraš biti, ne samo do narave, tudi do vsega, a ne. Kar nekako služenje, ne? Ja, ja. Moraš kar eno upanje gojiti. Vztrajnost si tako pridobiš na poti. Pa preveč mogoče ne smeš zmeri pokazati, da se kaj sekiraš za kakšne stvari, ki grejo težji. Pripravljen moraš biti na številne ovire, no. Ja, vi ste tudi zelo široko si najprej zastavila. Sem videla tamle čebeljak, ko sva šle mimo. Čebeljak ni, v bistvu ja, dobro vprašanje. Recimo bom samo na primeru povedala, kako se je tukaj vse tako sestavljalo. Rekla je višje od mene, no. Jaz sem si skozi, ker je v Radovljici, kjer sem živela, je bil sosed čebelar in to je bilo meni nekaj najlepšega, ne, tisti von, vse. In sem si zmeraj mislila, kam pa jaz sem imela svoj vrt, bom pa imela čebele, in potem sem to udejanila in sem videla, da je to za moj način življenja, pa da moraš biti strašen resen, pa v določenem trenutku narediti, kar je treba, nahraniti čebele, pač paziti na njihovo zdravje. In pol sem mojemu mentorju rekla vprost, ampak tole vidim, da ne bo zame, a bi lahko ti prosim tle imel tripanje čebel, in je on rekel, enkrat, ki je prišel te čebele rihtati, veš kaj, nihče noče učnega čebeljaka na Gorenjskem, a bi ti dala prostor, da bi bil tukaj, in tako se je zgodilo. In je spet ena oblika sodelovanja, ki vsem prinaša samo zadovoljstvo lahko. Moj sadovnjak je okrašen, lepa kulisa. Ja, ker sem zasledila nekje, da je tudi nekako učni vrt to predvsem zastavljeno. Učni vrt. Kaj zdaj to sploh pomeni? To pomeni, da vsak lahko pride, tudi skupine prihajajo, društva, sadjarska, zeliščarska, kakršnekoli oblike druženja, se napovedo, pridajo, jih peljem po vrtu, tudi kaj skuham, če želijo, lahko tudi delavnico naredim. Tako da me to zelo veseli. To me v bistvu še najbolj od vsega veseli. In jaz sem zelo na širok zastavila, recimo, sem kupila še kmalu na začetku, meni von ogromen pomen, dišave so mi toliko všeč. In ko so se pojavili hidrolati, eterična olja, sem jaz tako sanjala, to bom jaz imela, in sem tudi kupila. In potem sem začela kuhati in moj mož mi pa je pa tako tista moja vest, pa prav, kaj boš ti s tem? A si to že kaj prodala? Ja, ne, tiste flaše imam še vse polne, pa tako. Tako da nekako moraš biti tudi sam do sebe toliko pošten, da rečeš, lej, vprost, ampak probala si, čas je, da to nehaš, a ne. Tako da sem tudi ne samo eno stvar zaključila. Tako da moram priznati, da sem na tisti fazi, ko se moram v bistvu zadovoljiti z manj. Manj je več. Ja, zato ker tudi moja kmetija ne prenese, rekla, dodatne zaposlitve redne, in en človek pa res ne more vsega. Vsega, ne? Srečo imam, da so moji otroci tako veliki, da me ne rabijo. V bistvu pozim, sem dobra gospodinja, polet pač pridajo, rajš ne sem, zato ker bi bilo še kaj za pomagati, a ne? Tako da tudi sami že dobro kuhajo. Super. Sama tudi zelo rada obiskujem take delavnice in kuhanja, in to so mi najlepši oddihi, tako. In me zanima, kako pa recimo odreagirajo ljudje na teh delavnicah, kaj največkrat komentirajo ali pa česa nam najbolj manjka pri kuhanju.
Aha, to pa res ne vem. V bistvu jih najbolj interesira to, da recimo v dosti kratkem času uspemo ustvariti veliko stvari. Rečejo, pri tebi je vse tako lahko, ampak če ti poznaš, kaj vidiš, ne vem, zdaj sediva, pa sem takoj najdla same rastline, ki so za pojest, a ne pol res, če nimaš nekih strahov vse, pa bo to ratalo, ne bo, pa kar nekaj rata. Tako da to jih po mojem najbolj interesira. To vidim, ker imam tudi prek medgeneracijskih centrov, je moja vadnica za potem tukaj, da turistom ali pa ljudem, ki jih zanima, prav pokažem bolj zares. Tako da to je ena stvar, pa to, ker smo tako oddaljeni od narave, da ne poznamo, kaj vse v bistvu raste tudi samo, ne samo, da mi pridelamo. Te stvari, ki ste jih danes nabrala, mogoče lahko poveva, se pravi regrat je ta trenutek. Regrat vsi poznamo. Pa recimo tale plešec. Plešec mi pa pomaga, ko se kaj udaram, si takole ga stisnem in pol si ga navežem, okoli z enim trpotcem povežem, zdaj ta je majčkan, ampak in to res zelo pomaga. Drži. In probala sem predlek. Arman, to bi zdaj vse lahko fino pojedalo eni solati? Čimer, karkoli, ali omleti, ali solati. Če bi se pa posušil, bi pa lahko bil verjetno čaj. Ja, evo. Ali pa kakšno tinkturo naredimo, karkoli. Enkrat mi je en gospod rekel, sej, meni je pa moj zdravilc kar travo predpisal. Zakaj pa ne? Ja, ker je to polna C vitamina, na sončku skozi. Probala sem tudi tole mrtvo koprivo, cvetke, rozaste in moram priznati, da so odlični, res neverjeten okus. Se pravi, kar opažate je to, da smo premalo kreativni mogoče, da se ne zavedamo, da včasih greš sam v gozd ali pa na travnik, pa lažje kar si prineseš še en šopek domov. Ja, tudi sama vidim, koliko je bolj enostaven, če bi šla v trgovino pa kupila korenje tam, doma ga moraš spult, učistiti. Ja, je veliko dela, Tako da bližnjice so super, ampak okus je pa na koncu nekaj drugega, Kar jaz pri sebi doživljam, kaj mene tudi zelo tako zanima v zadnjem času je, recimo, ti si cel dan nekaj delaš in pa si ful nabral tamle, imam celo, košaro neke zelenjave, zdaj pa moram jaz tole še vse nekaj zblanširati, pa v skrino dati, pa tako, pa se mi pa ne da, pa to 2 dni tam stoji, pa v bistvu propada. In za moj okus je, sušenje, fermentiranje, nekaj tacga, kar mi moramo negovati, pa se učiti eno od drugega, pa skušati. Tako da mene zelo vlečejo zelo enostavne metode, ali je to kmetovanja, učinkovite, ali je to kuhanja, deljenja informacij. In zelo imam nek tako velik gušt, da nekaj, kar se naučim od drugih, ker je vedno interaktivno, da pol jaz to, kar se mi zdi dobrega, da takoj naprej, še mogoče isti dan. In verjetno me zato tudi vse skupaj tle podpira, ker je to tudi nekaj najbolj navadnega pa normalnega, da nič ne skrivaš. Se mi zdi kar zelo široko, se pravi, ne samo, da rabimo se naučiti tudi zasaditi, pol to vzgajati, pol še to zdaj smo omenili vlaganje. Kaj pa je najbolj preprost način, recimo nekega shranjevanja ali pa najljubši, je to olje, so to slanice, so to odlična stvar. Mi tudi recimo v jeseni vso zelenjavo, ki jo imaš, daš, ki je predvsem korenasta, pa peteršilj, pa pori, pa te stvari, vso damo, in potem imaš to za kjerkoli slane jedi, ali za juhe, ali za, stročnice, meso, karkoli, to se mi zdi en tak džolji v kuhinji, ali pa zeliščne soli, ali pa pesto, recimo, da si znaš pesto narediti brez oreščkov, ki ga potem lahko vedno oreščke dodajaš, pa sir, to je tvoj džolji, in lih zato rečejo, kako si to dobro skuhala, pa tako hiter. Ja, zato, ker imam že pol izdelke vse narejene. Je pa treba skozi delati in skozi ohranjati. Odkot pa ideja, videla sem za recept za kis iz ribeza.
Ja, to so pa tisti, sem gorinka. Ne? Ja. In to mi je škoda, Vrstra. recimo, ko delam ribezovo marmelado in tam Ja. so semena prevelika, pa ne morem jaz vseh teh semen noter imeti, kdo to jedu. In pol sem pa v bistvu tudi skozi samooskrbne. a ne. Kis iz ostankov narediš, to nas je ena samooskrbna Veronika naučila, nam je pokazala, dala za probat na enem srečanju mentorjev. a ne. To je največ vreden, ko se tam 20 ljudi zbere in ti sproba in se navduš in pol narediš iz tega, kar smo zdaj nabrali, Ja. v bistvu lahko kis narediš, Nekaj, ker ne. rečeš ne, mogoče. In isto sem jaz pol porabila za tiste trupine in semena, dala sem sladkor zraven in vodo in to nekam pustila tisto kantico, ja, 10-litrsko. In pol jaz to pozimi enkrat predsedim in je super kis. Ne Ja, tako zelo močen, ampak še eno leto mu bom dala, bo pa še boljši ratov. zanimivo. Ja, tako da sej velikrat potem, dobro, da imam jaz putke, ker pol putke veliko stvari, ki jih mi ne pojemo, dobijo in je vse v redu. In je spet Konec cikel koncev. sklenjen. Ja, vsaka šola nekaj stane. Glede na to, koliko imamo slušateljev, bi pa mogoče vprašala še, kaj so zdaj izzivi trenutni, recimo pri ohranjanju vseh teh ali semen ali pri vzgajanju vseh teh rastlin, pa mogoče se najde tudi od poslušalcev, da dobi kakšno rešitev ali pa kakšne ideje ali pa da spet skupaj, da mogoče naslovimo, kaj pa je tudi še tisto, kar ostaja in še rabi biti rešeno. Ja, pri semenih je kot v bistvu cela nit te samooskrbe je sooskrba. To pomeni, da en sam človek ima res veliko dela, pa ogromen predanosti, da pride od semena do semena. Tlele je res povezovanje tisto, na čimer moramo dajati poudarek. Ker v Ameriki so že kupili, ne? Vse, kakor sem razumela, ne smejo kmetje sploh vzdrževati več svojih semen. Jaz mislim, da čisto iz praktičnega razloga je dobro, da mi to nekako imamo in tle na tem področju bi rekla, da moramo se povezovati in si dajati na moč. Dobro smo organizirani, da imamo tudi ljudi v društvu, ki vedo več z tega področja kot drugi. Tako da semenarstvo je zagotovo ena ključna zadeva, ki jo moramo vzdrževati, v bistvu nova znanja pridobivati. Kaj pa lahko vsak prispeva? Tako sam, da se pridruži, ali je tudi kaj, kar lahko sam naredi, da jih proba ohranjati? Ali... Jaz mislim, da če se včlanimo v društva, dobimo da smo tam skupaj, ne? Tukaj, ljudi, s katerimi se lahko povežemo. Pa ne bova samo pri semenih ostali, ampak tudi pri, recimo jaz imam nasad ribe za vsako pomlad, porežem, dobim ogromno novega materiala, če bi zdaj strokovnjaka vprašala, bi rekel, ne, moraš kupiti preverjeno, ampak za domače razmere je to čisto dosti. In recimo, če je ta ribe adaptiran na to okolje, je krasno, če ga drugi tukaj tudi imajo. Tako da tlele vidim to, da ponudimo, kar imamo več, kot sami potrebujemo. To je tako lep eno sporočilo, ja. Pa tudi, da si tudi upamo prositi, kadar kaj rabimo, ker ljudje ne vedo, kaj ti rabiš. Pa da si pripravljen deliti, pa da nekako s tem sodelovanjem si tudi malo te skrbi zmanjšamo. Malo jih podelimo en z drugim. Tako da jaz mislim, da mi, kot se vidim tudi na naših predavanjih, če se govorijo tudi o semenarstvu, če tudi nismo vsi še prav seznanjeni z vsem, imamo vprašanja. Ko je pa imela Ana Vovk predavanje o 7 hišah, mislim, da je bilo, smo pa kar utihnili, ker našo notranjost pa še nič ne gojimo prav dosti. Če tudi je to tudi naš vrt, notranji. V tem se pa še premalo menimo, in na tem področju moramo tudi delovati, da se nekako osvobajamo. Super. Pol pa vam midve kar povabile vse poslušalce, da se
oglasijo v vrtu okusov. Okusov. Ja, da se priključijo samooskrbnim. Mogoče bi na tej točki povedala tudi, kako zelo cenimo vsak komentar, ki ga pustite pod videoposnetki, ker to pomeni, da algoritmi prepoznavajo, da to več ljudi zanima, in tudi če podelite med svojimi prijatelji in znanci, s tistimi, ki bi jih to utegnilo zanimati. Jaz zelo rada zaključim malo bolj osebno, pa vprašam še mogoče o otrocih, o družini, in najbolj me tukaj v tej situaciji zanima, kako je pa z dopustom, a uspete iti na kakšen dopust? Jaz drugače obožujem morje, tako da to mi pa res manjka, ne, ker žal predlansko leto sem šla celo na Irsko, ampak sem imela vesolje, mi je namenilo neverjetno srečo, da je prišel en Francoz iz ene ogromne kmetije in je skupaj z mojo pomočnico tukaj v tistem tednu, ki mi ni bilo zelo dobro rihtal vse. Bravo. Načeloma si pa vzamem take krajše 3 dni, recimo odhode kam izven sezone. Mislim, da bom lahko, tako bom rekla, sej bi želela, ampak v sezoni ne zmorem. Pozimi imam pa več časa, takrat si pa lahko privoščim kakšne kavice s prijateljcem, pa kakšno knjigo, pa take stvari za dušo. Drugače sem kar, tako bom rekla, nezahtevna. Zelo sem vesela, da otroci grejo, kamor želijo, da oni, vsak počne pravzaprav to, kar hoče, bom rekla. Imate 2, 3? 3. Ampak tudi moj čas bo še prišel, da bom lahko tudi jaz hodila tudi mogoče na kakšen bolj resen dopust. Ampak realno ga pa zdaj trenutno še ne potrebujem. Lepo. Mi kar tole tukaj zadošča. Ja, mislim, da jaz se danes počutim, kada sem na dopustu, tako da definitivno s tem zaključkom ne puščava konca, ampak samo nadaljevanje, ko se spet srečamo v živo. Seveda. V bistvu gre moja kmetija je, se pravi, vrt in učni vrt. Ja. Tako da vsak lahko, mislim, učni vrt v smislu društva, v društvu imamo 5 učnih vrtov in to je eden izmed njih, tako da tudi prirejamo tudi neke aktivnosti na vsakem izmed vrtov. Kje pa lahko preverijo, kateri dogodki so aktualni, kje se preveri najlažje na Facebooku? Ja, Facebook samooskrbni, moj Facebook. Sem kar aktivna. Ja. Tako da zdaj pa je žogica pri vas, da najdete en termin in da se gledamo še v živo. Hvala, Mateja, še enkrat za prijeten sprejem in za tak prijeten pogovor. Tudi vama hvala res za prijeten obisk na tako lep dan. Ja, danes nas je vse podpiralo. Tako. Mahava. Čau.